Jaša, ti, ki si rekel, da več ljudi pomeni več možganov, a ne? Več procesorske moči za človeštvo, da rešuje probleme, ki jih imamo, ali pa zadovoljuje želje, ki jih imamo. In jaz bi tudi tako, ne vem, na katero stran naj se postavim, razumem pavšalno, površinsko oba argumenta, obe strani, ampak bolj sem na tej strani, da se mogoče v družbi nasplošno ne sprašujemo dobrih vprašanj. Se pravi tako, če to vprašanje, ali nas je na planetu Zemlja preveč ali premalo, projeciramo na nek bolj enostaven primer. Pa rečemo, ali je v podjetju Apple preveč ali premalo ljudi. To vprašanje je zelo slabo vprašanje, brez dodatnih podatkov. Ne. Dobro je, da je čim več ljudi zaposlenih v Apple, če so te resursi porabljeni produktivno. Se pravi, če vsak ta zaposleni v podjetju Apple doprinaša k dodani vrednosti in dela surplus in profit Apple. Z vidika Apple govorim samo. Ne. In če bi se tako isto spraševali za planet Zemlja, jaz mislim, da nas je premalo. Več možganov, več kapacitete za reševanje problemov, ki jih imamo, in jaz mislim, da je glavni cilj tega projekta, ki ga imamo, ali pa bi mogel biti glavni cilj, to, da čim več ljudi živi lepo, pa čim manj ljudi, ali pa živih biti celo trpi. In če bi se tako spraševali, bi mogoče lažje se sploh lotili takih vprašanj, ker jaz mislim, da veliko teh vprašanj vodijo mediji svojo narativo, ki pa bazira na čist broken poslovnem modelu. Se pravi, nek članek je, preveč nas je in do leta 2000 ne vem kaj bo taka katastrofa. In to je napisano zato, ker je klikabilno. In generalno si populacija ustvarja mnenje iz takih virov, ki so ekstremistični in so površinski in nenatančni. Tako da, nimam pa tako, nisem se toliko poglabljal v to tematiko osebno. Eno vprašanje, kaj je bilo na primer danes slabše, če nas namesto 8 milijard bilo na svetu 4 milijarde? Jaz lahko svoje mnenje povem. Recimo, zdaj nas je 5, recimo tukaj. Če 2 odstranimo, 2 ne bi dodala svoje vrednosti v tem, kar delata. In se pravi, bi bilo za vse, če bi cel planet bil samo nas 5, bi bilo za vse slabšno. To jaz verjamem. Vsak doprinaša čez sistem, že s tem, da ima službo, pa plačuje davke, nekaj pozitivnega. Zdaj, kaj se pa lahko vprašamo, a več porab, kakor doprinaša, ali pa a sploh uživa v tem življenju, ali večina ljudi trpi. In jaz mislim, da zadnjih 200 let hodimo v dobro smer, tako kot je Jaša povedal, jaz se s tem ful strinjam. Meni je ful blizu recimo Steven Pinker, pa ta njegova knjiga Enlightenment Now, ker mislim, da je 400 strani grafov, kako gre na boljše zadnjih 200 let. In jaz mislim, če racionalno razmišljaš, pa se poglobiš v podatke, vidiš, da gre res vedno na boljše. In jaz mislim, da gre na boljše zaradi tehnologije pa razvoja, ampak zato rabiš ljudi, ki doprinašajo v ta skupni sistem. Tako da jaz mislim, 4 milijarde ljudi bi manj doprinašala, manj kreativnih idej, manj stvari bi se proizvedali in za vse nas bi bilo malo slabše. Moj odgovor na to bi bil, ni nič narobe, če nas je 4 milijarde ali pa 8. Bolje vprašanje, kakšen sistem imamo, in trenutnem sistemu, kot smo, kapitalizem, je pač ta rast nujno potrebna, da se ta sistem enostavno naprej pelje. In če so 4 milijarde pa raste, potem bo za ta sistem, ki ga imamo, ok, če pa smo 4 milijarde pa pada, potem bo za ta sistem ne bo cool. Teda mislim, da je ful kompleksno vprašanje, ni enostavnega odgovora, ali je to cool ali ni cool.
vprašanje je, v kakšnem sistemu živimo, v kakšni kulturi živimo, v kakšni družbi živimo, ne. In od tega je odvisno odgovor na tole 4 milijarde dovolj ali ne. In isto je z 8 milijardami. Mislim, da če pogledaš to, kar si ti prej, Klemen, rekel, kak večina ljudi si ustvarja mnenje. Točno tako, pač vidiš nek članek, tudi ti si bil, ne vem, v Hongkongu, šel si na Kitajsko, vidiš fule gužva, ja, res nas je preveč, ček, jaz se zdaj naprej verjamem, da nas je preveč, ne. Ampak če pogledaš, kaj je glavni argument teh člankov je, oziroma odkot sploh ta cela ideja izvira je, mislim, da je 1980 je en znanstvenik napisal, da nas je preveč in da v bistvu vse to bazira. Ideja je bila, da je problem v globalnem segrevanju, ne. In zdaj, če je res problem globalno segrevanje, a je potem res več ljudi problem, ali je problem v tem, kak določen del teh ljudi živi. Ker, na primer, poprečen Američan pravi 10-krat več resursov kot poprečen Indijec, ne. In ni tako enostavno vprašanje, niti ostalo odgovor, nas je preveč ali premalo, ful je odvisno, zato je meni bilo ful všeč ta neka razdelitev na teh 5 stvari, ne. Imamo dovolj vode, imamo dovolj hrane, imamo dovolj energije, imamo dovolj prostora, ne. In ko gledaš matematično, večino zadev štima. Imamo dovolj prostora, tudi za več ljudi, imamo dovolj hrane, posebej, če tehnologija gre naprej, posebej, če logistika se izboljša, imamo dovolj vode, imamo dovolj energije v tem trenutku. In trenutno je v bistvu glavni problem so te emisije, ne? In tu je ta glavni argument, zakaj vsi pritiskajo, da se zmanjša to število, ne? Ampak se mi zdi spet en izmed tistih argumentov, kjer se samo ena rešitev povezuje zdaj s tem problemom, ko je verjetno full plasten odgovor na to, ne? Kako se rešiti. Torej, če je res global warming težava, a je res overpopulation odgovor na to, ne? In tu nisem prepričan. Ja, s trenutnim sistemom, tako kot si rekel, jaz sem tako razumel Lukovo vprašanje. Se pravi, trenutni sistem obstaja, 4 ali 8 milijard. Ne? In tisto, kar sem rekel, še vedno drži. Jaz mislim, da ta sistem spodbuja reševanje težav. Zato, ker jaz mu vedno rečem, da je to kapitalizem je nekako prisilni altruizem, zato, ker zato, da ti preživiš, moraš razmišljati, kako boš drugmu rešil en problem, ki ti ga on pač pripravljen plačati. Zdaj, prisilni altruizem je tako mal oksimoron, ne? Ampak tako, zares to verjamem, ne? Da je ta sistem dober v svoji osnovi, ima pa veliko anomalija. Ki pa jih bomo po moje rešili, tako kot je Andrej rekel, ne? Pač pride nek problem in na njega skoči milijon ljudi, ne? S svojimi idejami in rešitvami. Ne? In pol pride venture capital in da cash tja. Ne? Načeloma v teoriji, ampak tako se je pri dost industrijah videl, da s časoma, če je problem dost velik, ga začnemo pač reševati in ga rešimo. Ne?